Danes živijo rastline in živali v različnih okoljih, tako na kopnem kot v vodi. Vendar v dolgi zemeljski zgodovini ni bilo vedno tako. Življenje na Zemlji se je začelo v vodi pred več milijardami let. Iz prvih preprostih enoceličnih organizmov so se razvile rastline in živali z bolj zapleteno zgradbo. Šele pozneje so nekatera bitja prešla na kopno. Življenjske razmere na kopnem se razlikujejo od razmer v vodi. Na kopnem so spremembe temperature večje kakor v vodi. Bitja na kopnem se lahko izsušijo, zato so se razvile vrste, ki imajo različna zaščitna tkiva. Na kopnem so lahko preživele tiste, ki so imele razvita oporna tkiva, ki držijo rastlino pokonci, korenine, ki rastlino pritrjajo na podlago in omogočajo črpanje vode iz prsti. Listi so na različne načine zaščiteni pred izhlapevanjem ali pa so zelo majhni. Vlogo opraševanja vode na kopnem prevzamejo veter ali živali. Razviti se je moralo tudi močnejše ogrodje, ki drži telo rastlin pokonci. Pri prvi učni uri bomo spoznali pomen vode za življenje in vodo kot življenjski prostor nekaterih bitij. Kaj mislite, kje je več kisika? V vodi ali na kopnem? Vsa bitja dihajo kisik. Vodna bitja dobijo kisik iz vode, kopenska pa iz zraka. V vodi živijo tudi živali, ki so prišle iz kopnega v vodo. Zato dihajo atmosferski kisik in prihajajo ponj na površje vode. Tako na primer kit in delfin, ki sta sesalca, dihata s pljuči. Tudi nekateri vodni hrošči, polži in dvoživke ter želve in krokodili prihajajo na površje po zrak. Količina kisika v zraku je drugačna kot v vodi. V litru zraka je pri temperaturi 20 stopinj Celzija 200 ml kisika. V litru vode pri enaki temperaturi pa je samo 7 ml kisika. V učbeniku si lahko pogledaš na strani 60, kje je več kisika, v vodi ali na kopnem. Organizmi sprejemajo kisik na različne načine. Nekatere živali ter rastline, ki živijo v vodi, sprejemajo kisik iz vode skozi celotno površino telesa. Ribe sprejemajo kisik s škrgami. Škrge, ki so prepletene z žilicami, obliva voda. Kisik se vsrka v žilice, odda pa se ogljikov dioksid. Ker je v vodi manj kisika, mora voda s kisikom stalno dotekati na dihalne površine. Zato vodne živali izvajajo različne gibe, ki omogočajo neprekinjeno oskrbo z vodo, bogato s kisikom. Nekatere kopenske živali, kot so na primer žabe, so vezane na vodo. Jajca odlagajo v vodo in iz njih se razvijajo paglavci, ki dihajo s škrgami, odrasla žaba pa potem diha s pljuči in s kožo. Kopenske živali sprejemajo kisik na različne načine. Deževnik sprejema kisik skozi kožo, zato mora biti njena površina stalno vlažna. Žuželke, na primer, pa dihajo z vzdušnicami. Druge kopenske živali sprejemajo kisik s pljuči. Površina pljuč mora biti velika, da lahko pljuča izmenjujejo velike količine kisika v zelo kratkem času. Morajo biti tudi vlažna, saj kisik prehaja v telo le, če je raztopljen v vodi. Da se dihalne površine ne izsušijo, so pljuča globoko v telesu. Naša pljuča in pljuča kopenskih živali so prilagojena na dihanje zraka. Kopenske rastline sprejemajo in oddajajo pline skozi listne reže. Skoznje prihaja v rastlino tudi ogljikov dioksid, ki ga potrebuje za fotosintezo. Skozi reže pa izhlapeva tudi voda. Na desni strani imate drobno sliko listne reže. Sedaj pa odpri zvezek in zapiši v zvezek ta zapis.